Potem sem dobil učitelja, ki sem učil o divji hrani, skratka, da sem spoznal ves asortima vsega, kaj nam nudijo okoliški hribi, gozdovi, travniki, in to potem začel uporabljati v svojih jedeh. Moja poklicna pot se je začela prav na tem gradu, kjer imam zdaj restavracijo. Ko sem bil star 15 let, sem tle opravljal prvo prakso kot učenec srednje gostinske šole. Ideja je nekako dozorela pred približno 14 leti. Kljub vsemu sva se z ženo odločila, da začneva svoj posel, oba pustila službe in začela svojo pot na tem gradu. Res obožujem svoje kraje, rad živim v kraju, v katerem živim. Tle imam večino ljudi, s katerih poznam, imam družino, imam prijatelje, imam ljudi, s katerimi sem že skozi do zdaj sodeloval. In vedno sem verjel, da lahko se naredi tudi v Laškem marsikaj. Je bila moja močna želja delati z naravo, z lokalnimi sestavinami, predvsem pa z divjo hrano. Da večina ljudi ne ve, da je plevel, ki ga imajo na vrtu, užitenega, da so trave, ki so na travniku, užitne, ne samo, da so užitne, v bistvu so zelo okusne. Je naša rdeča nit divja hrana. V vsaki jedi je vse kakšna komponenta divjih sestavin. Če je le mogoče, pa več oziroma skoraj vse. Izredno obožujem lokalno okolje. Rad imam tradicionalno hrano, ampak jo ne kuham. Nekako je vedno v meni želja, da sem originalen, drugačen, da ne ponavljam to, kar drugi počnejo. Obožujem pa tradicionalne sestavine in pa lokalne sestavine. Se pravi, uporabljam največ lokalnih sestavin, kar lahko, predvsem pa rad dodam sestavine, ki jih ljudje ne poznajo. Sestaviti jed v Pavosu je kompleksen miselni proces in kompleksna priprava. Vedno najprej razmišljam, kaj bi naredil, potem kako in a je vse narejeno prav. Skratka, všeč so mi kompleksne stvari. Če že pogledamo našo juho, ki je sestavljena za, ne vem, med 20 in 30 različnih zeli, vsega tega skuhamo na osnovo, potem iz te osnove zgostimo z gomami, z kostanji in dobimo tako neverjeten vonj in okus gozda, kot da bi stopil v gozd. Če želiš to vse uporabiti, potem pride ven kompleksna jed. Če pa sestavljam meni za lalu, je pa ideja drugačna. Strašno uživam v kuhinji. V Pavosu je še vedno po drugi strani bila v meni želja, da imam en lokal, bistro, za preprosto hrano, nekompleksno, v nekem mestu. Skratka, v bistroju jaz osebno želim biti zelo sproščen, spiti kozarec vina in pojesti enostavno samo dobro jesti, brez velike kompleksnosti. Ponudila se je priložnost, da odpremo bistro. To se je zgodilo približno 2 leti pa pol nazaj. Skratka, v tem bistroju pa delamo precej drugače kot v Pavosu. Skratka, v Laluju smo pa zavezani k temu, da je sproščen ambient, sproščena hrana, enostavna, dobra. Uporabljamo veliko lokalnih sestavin, ne pa vse. Uporabljamo tuje tehnike, všeč mi je vpliv Azije, Mediterana in pa slovenske kuhinje. Te štruklje s pregledom smetano zdaj pripravljamo v Laluju. Štruklje s pregledom smetana. Pregledom smetana je res z tega ozkega območja, ki nas obdaja, sestavina, surovina, ki sem jo tudi jaz veliko po svojem
v svojem otroštvu pojedel, se prihajam s kmetije in imamo vedno pripravljeno te štruklje. Štruklje bo vedno na meniju, lahko da v različnih oblikah, ampak štrukelj vedno na meniju bo. Ta bistro mešanca vsega, kar je meni všeč. Ko mislim lokalne dobavitelje, mislim vse lokalne dobavitelje. Vse, kar lahko dobim v svoji bližini, želim dobiti iz svoje bližine. Zato sem se povezal tudi z, ko bi rekel, rokodelci, ki so zelo spretni pri svojem delu. Naprimer, ta žlica in cel kup enih lesenih krožnikov, dodatkov, namiznega inventarja, tudi mize v Laluju, je naredil lokalni mojster. Moje načelo je, da pač moramo delati prav, kar pomeni, da moramo vedno gledati na vse, ne samo na sebe, da moramo gledati na svoje sodelavce, da moramo gledati na okolje, da moramo gledati na dobavitelje, ampak da skrbimo, da je ekipa v redu, da je družina v redu, da so dobavitelji v redu, da dobijo vse plačano, da podpiram lokalno okolje, da podpiram kmeta, da podpiram nekoga, ki dela za lesom. Strast do domačih krajev, do domačih ribov in do ljudi, s katerimi delaš, je bila močnejša od moje osebne želje in ambicije pometi podjetje. Se mi zdi za res najbolj pravo odločitev, da sem in da smo ostali v Laškem in delamo v Laškem pravilno za vse. Zvezdica. Jaz mislim, da če delaš v fine diningu, to, kar mi delamo, mislim, da jaz si to sem vzel kot neko olimpijsko medaljo. Jaz mislim, da smo res vsi lahko ponosni, ki smo jo pridobili. Tudi vsi naši dobavitelji, vsi naši partnerji. Skratka, mislim, da je to preplet vsega, kar sem si kdajkoli želel. In mogoče niti upal verjeti, ampak se vse skupaj to zgodilo in uresničilo. Moje ime je Marko Pavčnik. Dobrodošli v Laško in v restavracijo Pavos.